nebeskega Matere Božje, vas vse, ki ste se odzvali našemu vabilu k sveti maši, prisrčno pozdravljam. Hvala vam, gospod Načko, da ste prišli darovat danes na naš oltar Gospodovo daritev. Hvala profesorju Infantu, ki vsa leta z vesto mašuje tukaj pri nas. Lep pozdrav tudi vsem ostalim duhovnikom, ki so prišli k somaševanju. Pri tej daritvi bomo Gospodu in njegovi materi Mariji prinesli zahvalo za 40 let od blagoslovitve tega karmelskega samostana v Soli. Izročili jima bomo vse spomine in uprosili za blagoslov za naprej, za prihodnost, ki je v njunih rokah. Znotraj svete maše bo tudi letos dana možnost, da prejmete karmelski škapulir tisti, ki ga še niste prijeli in si to želite. Ob koncu svete maše bomo prosili še gospoda Načkova, da nam podeli poseben papežev blagoslov s popolnim odpustkom. Hkrati bo na koncu tudi možnost za kratko druženje. Pridi, Gospod. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami. In s tvojim duhom. Krasno naj cvete, se raduje in vriska, veličastnost Libanona je bodala, krasota Karmela in Sarona. Gledali bodo veličastvo Gospodovo, krasoto našega Boga. Te besede iz proroka Izaija, ki nas uvaja v današnjo sveto daritev, naš pogled in misel najprej usmerijo na Mater Božjo, ki je danes posebej častimo kot karmelska Mati Božja. Hkrati pa naj te besede zazvenijo tudi kot obljuba za vsakega izmed nas. Če bomo živeli iz Jezusove besede, če bomo sledili Marijinemu zgledu, potem je tudi nam pripravljena veličastnost Libanona, krasota Karmela in Sarona. Tudi v tej sveti daritvi, kjer se nam bo Gospod razodel v besedi in podaril v zakramentu. Prosimo za odpuščanje svojih grehov, ki mu jih iskreno priznavamo, da bomo vredno obhajali to sveto srečanje z dragim Bogom in med seboj. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešila v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustila in slabega storila. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, očisti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Amen.
gloria in excelsis Deo. Molimo. Gospod naš Bog, naj nas podpira častitljiva priprošnja blažene Device Marije, Matere in Kraljice Karmila, da bomo z njeno pomočjo srečno dospeli do gore, ki je Kristus, in s teboj v občinstvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Potem je rekel svojemu služabniku: pojdi in poglej proti morju. Šel je, pogledal in javil: nič ni. Odgovoril je: vrni se 7-krat tja. 7-ič je javil: glej, oblaček vstaja iz morja, majhen kakor moškar dan. Tedaj je Elija naročil služabniku: pojdi in povej Ahabu, zabrizi in se odpelji, da te dež ne ujame. Kot bi trenil, so nebo zagrnili hudourni oblaki in se je ulila ploha. Božja beseda. Bogu hvala. Amen.
Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom. Bratje, ko je prišla polnost časov, je poslal Bog svojega sina, rojenega iz žene, podrejenega postavi, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi tako prejeli posinovljenje. Ker pa ste sinovi, je Bog poslal duha svojega sina v naša srca, ki kliče: Aba, Oče. Zato nisi več suženj, ampak sin, ako pa sin, tudi dedič po Bogu. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Poleg Jezusovega križa so stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija Kleopova in Marija Magdalena. Jezus se ozre na mater in na zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, ter reče materi: Žena, glej tvoj sin. Potem reče učencu: Glej tvoja mati. In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Drage sestre krmoličanke, spoštovani gospod profesor Janez, dragi bratje duhovniki, dragi bratje in sestre, častilci Karmelske Materje Božje. Kot smo slišali v pozdravnih besedah, smo danes praznični. Praznični zato, ker je praznik Karmelske Materje Božje, pa tudi praznični v veliki hvaležnosti za ta Karmel tukaj v Soli in za vsako karmeličanko posebej, ki naše prošnje in naše zahvale prinaša pred Boga.
v tihi molitvi, v tihi adoraciji, v tihem češčenju in na ta način pred Boga prinaša našo stisko in naše veselje. Hvaležno za teh 40 let Karmela v Sori nas vrača v preteklost. Mi je prišlo na misel, da je bil v tistih letih sestra Emanuela približno mojih let, ko ste prišli v Soro. Nekaj časa je že minilo, kar pomeni nekaj molitev, čuščenja, pa tudi preizkušenj in iskanja, na kakšen način biti gora Karmel. Tukaj v Sori in v tem času, v tem kotičku zgodovine. Hvaležni za vse tiste, ki so sodelovali pri pripravljanju, pri načrtovanju, potem pa tudi pri gradnji tega samostana. Naj Bog blagoslovi njihova življenja in naj Bog blagoslovi tudi njihovo večnost, v katero so že morda vstopili v tem času. Mi se jih danes hvaležno spominjamo in z veseljem sprejemamo ta njihov dar karmelski skupnosti v Sori in naši cerkvi in našemu narodu. Potem pa je danes tudi praznik vseh, ki živijo karmelsko duhovnost. V našem slovenskem prostoru na poseben način sester karmeličank, tukaj v Sori, kjer smo, in tudi tistih v Mirni Peči pri Novem mestu, kjer je drugi Karmel. Ko sem razmišljal o tem Karmelu, mi je prišla na misel beseda, ki jo je Jezus povedal Samarijanki. Tudi to je iz Janezovega evangelija, ki smo ga danes poslušali. In ta žena ga je tam o Jakobovem vodnjaku vprašala, da njihovi govorijo, da je treba Boga častiti na tej gori. Vi pravite, da ga je treba častiti v Jeruzalemu. Jezus pa ženi pove, ne na tej gori, ne v Jeruzalemu, ampak v duhu in resnici. Duh in resnica sta tista gora, ki postane Karmel, ki postane kraj praznovanja, kraj razodetja Boga. In na kakšen način priti do tega duha resnice. Nekaj nam pove prerok Elija. V prvem berilu iz Knjige Kraljev smo slišali, kako je ta mož, ta božji mož, res je, da si je služenje Bogu predstavljal nekoliko na svoj način, kakor si ga dosti krat predstavljal vsak izmed nas. Vsak nekoliko na svoj način, ampak vendar nas uči. Najprej, da prečiščevanje srca, prečiščevanje duha, prečiščevanje naše vere zahteva zvestobo. Tudi, če imaš občutek, da si ostal sam, čeprav si edini v svoji družini, čeprav si edini v svoji soseski, čeprav si morda edini v podjetju, v katerem delaš, vztrajaj. In po tvoji veri in po tvoji vztrajnosti se bo razodilo Božje veličastvo, kakor se je razodilo tam na Karmelu, ko je Božji ogenj použil daritev, ki mu jo je pripravil Elija. In potem nas Elija uči potrpežljivosti. Kako težko je biti potrpežljiv. Kolikokrat v Svetem pismu naletimo na ljudi, ki so neučakani, ki hočejo, da bi se polnost kraljestva razodila že ne jutri, danes.
In kolikokrat smo tudi mi takšni, dragi bratje in sestre, neučakani. Elija pa je, kot smo slišali, potrpežljivo čakal. Čakal, da Bog izpolni obljubo in da Bog pošle dež. Ne prvič, ne drugič, ampak 7. se je šele pojavil oblaček. In ta potrpežljivost, ta Elijeva potrpežljivost je sporočilo in povabilo za vsakega izmed nas. Ne bodi neučakan nad tem Božjim semenom, ki raste v tebi. In še manj bodi neučakan nad Božjim semenom, nad njegovo besedo, ki raste v tvoji sestri, v tvojem bratu. Vztrajno se oziraj za to rastjo, ki vedno zaostaja za tvojimi pričakovanji, po drugi strani pa vedno prehiteva vse možnosti. Zato, da vsak kraj, vsako srce postane Karmel, je treba potrpežljivo čakati na dež, na tisto Božjo milost, ki se razlije nate takrat, ko si tako željen, da boš sprejel in popil čisto vsako kapljo posebej. In vi, drage sestre, tukaj v Karmelu v Sori, bodite naše učiteljice tega potrpežljivega prečiščevanja, vztrajnega prečiščevanja in potrpežljivega čakanja, da se Božje kraljestvo razodene v polnosti vsakemu izmed nas. Potem pa je za karmelsko duhovnost, tudi za naše današnje praznovanje, posebno sporočilo škapulir. Ve, sestre, ga imate. Vsaka posebej je del vašega redovnega oblačila. Nekateri izmed vas, dragi bratje in sestre, tudi verjamem, da ga imate. In je del vašega prizadevanja, da bi v življenju hodili v skladu z Marijinem zgledom in z Božjo voljo. In ko sem premišljal o tem, mislim, da nadeti si škapulir ni težko. Nositi ga pa tako, da postane dejansko obleka, tvoja obleka, ker si oblekel Kristusa. Zato, da bi se v tvojem življenju uresničilo to, kar je tako lepo povedal apostol Pavel, potem, ko je dobojeval mnoge boje, prehodil mnoge poti, preživel mnoge preizkušnje, ko je dejal, ne živim več jaz, ampak v meni živi Kristus. Škapulir mora biti pa na nek način povabilo, da smo mi oblečeni v Kristusa. Oblečeni v njegovo sveto mater, kakor je bila ona oblečena v Kristusa. In zato mi dostikrat želimo zgolj povrh vsega obleči škapulir, povrh vsega dati neko novo pobožnost. Ampak ne pri pobožnosti, ne pri škapulirju ne gre tako. Ne moreš obleči Kristusa, če najprej ne slečeš starega človeka, dan za dnem, vsako jutro znova. Ne moreš obleči škapulirja, če se prej ne razgališ do konca pred svojim Bogom.
ki vidi misli in namene srca, ki prodira do sklepov in mozga. In ti se moraš pred njim razgaliti, da vidiš, kdo si in da vidiš, kako močno puščava tvojega srca potrebuje tisti dež milosti, ki ga podarja človeku Bog. In samo on. In zato vi vsi, dragi bratje in sestre, ki boste danes prosili, da bi prejeli škapulir in ga bomo nadeli, v resnici vas vabim, odprite svoja srca pred Bogom. Ničesar pred njim ne skrivajte. Ničesar pred seboj ne skrivajte. Škapulir naj ne postane nekakšne skrivališče, v katerega se zatečemo pred svojimi slabostmi in svojimi grehi, da se lahko nekoliko skrijemo. Ne. Škapulir naj postane povabilo, da boš postal popolnoma iskren pred Bogom. Gospod, ti me poznaš. Z tvojih rok sem prišel, tvoja beseda me je ustvarila, prite prihajam, da boš mogel tudi po tem škapulirju o meni do konca prečistiti, začrtati, izrisati svojo podobo. In Mati Marija, ki je pod križem, ta evangeljski odlomek smo poslušali, sprejela Janeza za svojega sina in postala mati vsega človeštva. Postala mati vseh Jezusovih bratov in sester. Postala mati vsakega izmed nas. Naj nam pomaga, da bomo sledili njenemu zgledu, hodili za Jezusom Kristusom v neomajni zvestobi in na ta način postali Karmel, kjer se razodeva Bog in od koder prihaja njegova milost. Na nas in na vse brate in sestre, s katerimi živimo in ki jih srečujemo. Amen. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je prelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in v svetega Duha, Gospoda Miloživlja, ki izhaja iz Očetova in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznava men krst, odpuščanje grehov in pričakuje vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. In sedaj bomo izročili škapulirje. Naj bo slavljeno Gospodovo ime, zdaj in na veke. Molimo. O Bog, začetnik in dovršitelj svetosti, ki kličeš k polnosti krščanskega življenja in popolni ljubezni tiste,
ki si jih prerodil iz vode in svetega duha. Dobrohotno poglej na te, ki bodo pobožno sprejeli karmelski škapulir in ga bodo z ljubeznijo nosili kot znamenje svoje podaritve Devici Mariji iz Karmelske gore. Ko se prepuščajo ljubezni najsvetejše Device, naj se oblikujejo po podobi tvojega Sina Jezusa Kristusa, da bi, ko bodo srečno dovršili pot tega življenja, mogli vstopiti v radost tvoje hiše po Kristusu našem Gospodu. Amen. Sedaj bom za vse najprej izvolil molitev izročitve, potem pa izročal škapulirje. Sprejmi ta škapulir, s katerim vstopaš v družino blažene Device Marije z Karmelske gore. V zaupanju in v prehitavajočo ljubezen tako velike Matere se posveti prijateljevanju z njo in jo posnemaj. Nosi to znamenje kot spomin na Marijino navzočnost pri vsakdanjem prizadevanju, da bi notranje oblekel oziroma oblekla Jezusa Kristusa in ga v sebi razodeval živega, v dobro cerkve in vsega človeštva ter v slavo presvete Trojice. Amen. Prihajaj. Maria,
Dragi bratje in sestre, s prejemom tega škapulirja ste pridruženi karmelski družini, ki je na poseben način posvečena posnemanju in službi Device Božje Materi, da bi živeli za Kristusa in njegovo cerkev z istim kontemplativnim in apostolskim duhom karmelskega reda, da bi mogli v polnosti doseči ta ideal z oblastjo, ki mi je dana, sprejemam deležnosti pri vseh duhovnih dobrinah karmelskega reda. In sedaj bomo skupaj zmolili posvetilno molitev. Jaz bom molil naprej, vi vsi boste ponavljali za menoj. Blažena Devica, Mati in Kraljica Karmela, Blažena Devica, Mati in Kraljica Karmela, tebi se posvečujem iz hvaležnosti in ljubezni. Tebi se posvečujem iz hvaležnosti in ljubezni. Obljubljam, da ti bom služil v otroški ljubezni in zvestobi. Obljubljam, da ti bom služil v otroški ljubezni in zvestobi. Po tvojem zgledu hočem v veri in ljubezni. Po tvojem zgledu hočem v veri in ljubezni. Hoditi za Jezusom Kristusom, tvojim sinom. Hoditi za Jezusom Kristusom, tvojim sinom. Želim skupaj s teboj služiti Bogu in ljudem. Želim skupaj s teboj služiti Bogu in ljudem. Z molitvijo, žrtvijo in dejavno ljubeznijo. Z molitvijo, žrtvijo in dejavno ljubeznijo. Poslušaj, dobra Mati, mojo obljubo. Poslušaj, dobra Mati, mojo obljubo. In jo milostno sprejmi. In jo milostno sprejmi. Daj mi milost, da bom pod tvojim varstvom. Daj mi milost, da bom pod tvojim varstvom. Vztrajal v zvestobi Kristusu in njegovi cerkvi. Amen. Vztrajal v zvestobi Kristusu in njegovi cerkvi. Amen. Na ta slovesni praznik počastimo Kristusa, našega odrešenika in prvorojenega med mnogimi brati. Dal nam je svojo mater, zato ga prosimo. Podeli cerkvi, da bo vodila za Marijo, ki je njena vodila, ter postala skrivnostno znamenje zveličanja za vse ljudi. Prosimo te, usliši nas. Današnji praznik Karmelske Matere Božje ne nas spodbudi k večji zvestobi Kristusu in k poslušanju, premišljevanju in oznanjevanju njegovega evangelija. Prosimo te, usliši nas. V naših srcih naj vedno bolj raste zaupanje v Marijino preprošnjo in volja po posnemanju njenih kreposti. Prosimo te, usliši nas. Nebeška Mati naj pomaga, tolaži in vliva upanja vsem, ki na zemlji trpijo zaradi bolezni, krivic in pomanjkanja. Prosimo te, usliši nas. Na priprošnjo mogočne karmelske kraljice pošlji vsej cerkvi novih, dobrih, duhovnih in redovnih poklicev. Prosimo te, usliši nas. Gospod, danes se ti zahvaljujemo za 40 let od blagoslovitve tega samostana, ki je postal naš dom in dom za mnoge, ki se zatekajo k nam prošnji za molitev. Hvaležne smo ti za vsako od sester te skupnosti, za vse naše dobrotnike, za gospoda Janeza Juhanda, ki vsak dan daruje tvojo daritev na oltarju, za gospoda nadškofa, ki nas vesto obiskuje na prve petke, za gospoda župnika in za vse župljane, ki so nas iskreno sprejeli medse, za naklonjenost gospoda župana in mnogih drugih. Prosimo te, da bi v moči Svetega Duha mogle ostajati svetilnik za vse, ki na razburkanih vodah življenja iščejo varno pot do pristana. Prosimo te, usliši nas. Podeli vsem našim bratom in sestram, ki so vztrajali v tvoji ljubezni z Marijo
da se bodo s teboj brez konca veselili v nebesih. Prosimo te, usliši nas. Gospod, naj nas podpira častitljiva priprošnja blažene Device Marije, Matere in Kraljice Karmela, da bomo z njeno pomočjo srečno dospeli do gore, ki je Kristus, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Molimo, bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu v slavo in v zveličanje vsega sveta. Dobri Oče, sprejmi dar, ki ti ga prinašamo na slovesni praznik blažene Device Marije, da bi mogli s posnemanjem njene ljubezni tudi mi z vsem srcem sodelovati pri delu odrešenja po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobni se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vidno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, vsemogočni in večni Bog, in da te na praznik blažene Device Marije vedno znova hvalimo, slavimo in poveličujemo. Kar najtesneje je bila združena s Kristusovim odrešenjem. Nikoli ni nehala cerkvi roditi otrok, ter jih spodbujati k popolni ljubezni.
Med drugim je tudi nas privabila k sebi z vonjem svojih kreposti in nas spremila z materinsko ljubezni z njo. Varuje nas z redovnim življenjem, da kažemo svetu njeno podobo. V svetem duhu z njo nenehno molimo Božjo besedo. In iz vsega srca ljubimo brate, ter jih življenjskim zgledom vabimo k Kristusu. In zato te, združeni z angelskimi zbori, hvalimo in veseli slavimo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Tvoja smrtnost nam ja Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših rajnih sester in bratov, pokojnih karmeličanov in vseh njihovih dobrotnikov, vseh, ki so zaspali upanj na vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti. In jim daj, da bodo gledali tvoje obliče. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čas in slava, na vse vike vikov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Mati Marija nas spremlja na poti življenja. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodu mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Oh
Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grihe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na njegovo gostijo. Vali sveta Kristusovo telo. 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 Kristusovo telo.
Molimo. Bog naš Oče, obhajilo z dragocenim telesom in krvjo Tvojega Sina, ki je čudoviti dar Tvoje ljubezni, naj okrepi in usposobi vse tiste, ki so se izročili varstvu blažene Device Marije, za zveste postnamovalce njenih kreposti, po Kristusu našem Gospodu. Iskrena hvala Gospodu Načkov, vsem duhovnikom in vsem, ki ste danes prišli počastiti Karmelsko Mater Božjo. Veselimo se vseh, ki ste prijeli karmelski škapolir. Prav vse povabim, da po sveti maši in po sedaj podeljenem papeževem blagoslovu ostanete še malo tukaj, ker bo možno za druženje ob skromnem prigrizku. Zmolili bomo. Vero, Oče naš, zdravo Marijo in slava Očetu, po namenu svetega Očeta, kot tisto molitev, tisti pogoj, poleg tega, da nismo navezani na noben greh, da smo bili pri sveti maši, obhajilu, da moramo dobiti popolni odpustek. Verujem Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Očeta vsemogočnega, podal prišel sodi žive in mrtve. Verujem v svetega Duha, v sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stojenje in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v zlodejavo, temveč reši nas hudega. Slava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je plod Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Gospod z vami in s tvojim duhom. Bog vsemogočni Oče, naj vas blagoslovi po odrešeniku sveta, našem Gospodu Jezusu Kristusu, Sinu Deviške Matere Marije. Amen. Ona je rodila začetnika življenja, njena materinska priprošnja naj vam posreduje Božje varstvo. Amen. Vam in vsem, ki danes praznujemo Karmelsko Mater Božjo, naj Bog podari duhovno veselje in nebeško srečo. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. In sedaj še za papeža blagoslov. Gospod z vami in s tvojim duhom. Vsemogočni in usmiljeni Bog, pomagaj nam in usliši prošnje zbranega ljudstva.
S ponižnim srcem te prosi odpuščanja grehov in pričakuje tvojega blagoslova. Podari nam bogatstvo svoje milosti, da bomo živeli po tvoji volji in dosegli večno srečo po Kristusu našem Gospodu. Amen. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala.